Diabetes je zelo pereča tema povsod po svetu. Mnogi opozarjajo, da gre že za epidemijo. Zato so drugi kongres Planeta zdravje posvetili ravno tej bolezni. Kakšna je resnica o diabetesu, so se v Ljubljani spraševali tako slovenski kot tuji udeleženci. Nevropsihiater iz Srbije Dragan Jevdić, ki se z integrativno medicino ukvarja že vrsto let, je predstavil svoje izkušnje z naravno medicino. S Planetom zdravja sicer sodeluje zadnjih nekaj let, predvsem se zanima za metodo imenovano termoregulacija. Tako da smo Irmu, Igora, dakle i Planet zdravja upoznali, uključili, tako da smo pomogli da i oni osnuju udruženje integrativne medicine u Sloveniji. Gospodin kolega dr. Zmago Turk je predsjednik sa kim izuzetno dobro sarađujemo. Na evropskih kongresih integrativne medicine, bili so že v Berlinu in Firencah, tako skupaj predstavljajo raziskave. Koji su vrlo značajni. Primjena hladno ceđenih ulja kod određenih oboljenja. Značajnost je toliko velika da smo pre godinu i po dana naravno napravili rad koji je otišao u Japan, u Kyoto, gde je ulje 68 i tako dalje se pokazalo da je fantastično uspješno u otklanjanju cezijuma, stroncijuma kod onih obolelih posle radijacije iz Fukushime. Predsednik Združenja za integrativno medicino Republike Srpske Miroslav Duronić sodeluje s Planetom zdravja od takrat, ko sta se Irma in Igor Ogorevc pred 4 leti udeležila njihove ustanovne skupščine. Stomatolog iz Dervente pravi, da za zdravljenje svojih pacijentov uporablja mnoge izdelke Planeta zdravje. Tinktura 68 je jedno izvanredan preparat koji sam ja lično kao specijalista za oralnu medicinu i parodontologiju koristio kod parodontalne bolesti. Na osnovu toga proistekla su i 2 naučna rada, uticaj tinkture 68 na stanje zubnog mesa ili desni, gingivitisa, i uticaj na parodontalnu bolest. Naime, pokazalo se da kod 95% pacijenata simptomi koji su ranije bili krvarenje iz desni, sadržaj gnjojni, pa i jedno umjereno klimanje zuba se sasvim dovede u red, znači nema inflamacije, nema upale, jer prvi put tinktura 68 djeluje na limfni sistem i poboljšava cirkulaciju limfe u tim potpornim zubnim strukturama. Navdušena nad novim pristopom, ki daje možnosti zdravljenja po naravni poti, je tudi zamejska Slovenka iz Trsta, ki onkraj meja razširja filozofijo Planeta zdravje. 3 leta od tega sem zapustila poklic farmacistke in sem se z vso vnemo vrgla v Planet zdravja, torej v to filozofijo, ki nam jo prenaša gospa Irma z Igorjem Ogorevcem. Zdaj se vrača vse tako nazaj, čeprav imamo na razpolago tisoče in tisoče zdravil, se vračamo k naravnemu zdravljenju. To pomeni k naravi in olja so fenomen narave. Legiša usklajuje pridobljeno znanje farmacevtke z novim prijemom, ki ne obsega zgolj zdravljenja, ampak predvsem svetovanje. Najprej se je treba dobro pogovoriti o prehrani, katera je ta prava prehrana. Prehrana je tista, ki so jo uporabljale naše prababice. Čim manj živalskih beljakovin, čim manj živalskih snovi. To pomeni, da je prva na vrsti pogovor o prehrani in ki mora biti absolutno, če imamo kakšno težavo, veganska, to pomeni brez živalskih beljakovin, če hočemo popraviti telo. Legiša je spremenila način prehranjevanja in življenja pred 3 leti.
ker imam hčerko, ki ima sladkorna bolezen, ne prenaša živalskih beljakovin, ne, ker se moramo braniti tako imenovane acidoze. Ne, in živalske beljakovine povzročajo zelo visoko acidozo. To pomeni, ne, že takrat po sili razmer smo se morali preusmeriti v tako prehrano, ki je naravna. Enako je naredil osrednji govorec na kongresu Kurt Tyson, mednarodno priznani naturopat iz Združenih držav Amerike. I was diagnosed with diabetes back in 2005. I was 24 years old, and I was hospitalized. My blood sugar levels were extremely high, and as 1200 I was at 1200 for my blood sugar levels. It turned out that I was actually a type 1 diabetic. I was taking insulin. I was also taking an oral hypoglycemic called metformin. My blood sugar levels were frequently in the 500 on the medications. And then I discovered something called raw foods. And with the raw food diet, I was able to reverse my diabetes and come off of medication. Spoznanje, da ima bolezen, ki naj bi bila neozdravljiva, je bilo šokantno, pravi Tyson. Saj je bil zdrav, stalno se je športno udejstvoval, tekel vsak dan in dvigoval uteži, tudi jedel je dokaj zdravo. Vsaj tako je menil. When I discovered raw food, I found out about it because I was doing a documentary with Dr. Gabriel Cousins at the Tree of Life in Patagonia, Arizona, where we stayed there for 30 days. It was myself and 5 other people. And during the documentary, it's called Simply Raw, Reversing Diabetes in 30 Days. And you get to see us reversing our diabetes using a raw food diet. Tyson je pred tako imenovano surovo dieto uporabljal insulin in tablete za zniževanje sladkorja v krvi. Within 2 weeks of being on a diet, I was completely off my medication. To je prineslo velike spremembe v njegovo življenje. It's made a huge change for myself and my family. Originally, I was in school to be a heart surgeon, so I really enjoy doing surgery. I trained at Johns Hopkins and cardiology there for my internship. So for me, I always knew I was going to be a doctor, but when I discovered raw food and how it was able to reverse my disease, it made me look at medicine in a different way on how can we prevent people from being sick. So that led me to becoming a naturopathic doctor, where I focus more on holistic treatments. Tyson se od svoje izkušnje naprej prehranjuje na veganski način. I eat a lot of vegetables, nuts, seeds, fruits. I just stay away from dairy, animal protein, things of that nature. But you get a lot of protein in your diet by eating broccoli, spinach, kale. So you're going to get the protein that you need. Inzulina in drugih zdravil ne uporablja. The only time I have to worry about it is if I get sick, then blood sugar levels go up. But that's typical in any person when they get sick. Tyson svojo izkušnjo deli z ljudmi po vsem svetu. Tokrat jo je prvič tudi v Sloveniji. A lot of times you get a lot of skepticism because especially with type 1, it's always been believed that you cannot reverse type 1. But luckily I have the blood work and everything showing the before and after and how it has affected me in reversing my diabetes. So a lot of times you're skeptical, but once you see it in writing, then it's like, wow, that's something else we need to look at. Tyson ima svojo ambulanto v Washingtonu. I show them how to change their diet, because diet, we're so connected with it, right? It's so easy to grab a burger from somewhere, but you have to consciously make a decision to eat a vegan diet, and it's not as readily acceptable. So you have to learn how to make food for yourself. But I recommend people just simply trying it and see how you feel on it, because you know your body better than anyone else. If you're eating certain foods, you know if it's making you sick. But if you start eating more plant-based foods, more vegan foods, and you start feeling better, you know that this is the diet for you. Da lahko diabetes tako tipa 1 kot tipa 2 izboljšamo, in sicer do take mere, da je krvni sladkor v mejah normale brez kakršnekoli dodatne terapije, so prepričani tudi v Planetu zdravja. Za dokaz lahko predlagamo tudi znanstvene raziskave, katere potrjujejo, da se tudi Langerhansovi otočki v trebušni slinavki dajo obnoviti in da se obnavljajo, kar je tudi v nasprotju s tem, kar govori uradna medicina. Drugo, kar je pa meni večje zadovoljstvo kot sama teorija, to mi dokazujemo v praksi. Zato so tudi povabili Kurta Tysona in druge sogovornike, ki trdijo, da so si sami pozdravili diabetes tipa 1 in 2. Telo tako znamo pripraviti, da ne potrebuje več inzulina, ne izključujemo jemanje inzulina, ampak ga
Ljudje so navajeni, so naučeni, da dobijo toliko te sladkorja, toliko si dajo inzulina. Mi znamo tako popraviti telo, da ne potrebuje več inzulina. Tega medicina noče slišati, zato ker je to največji svetovni biznis. Kar pa pri nas na planetu zdravja zagotavlja res optimalen rezultat, je pa celosten pristop k obravnavi telesa, se pravi holističen pristop, zato uporabljamo tudi računalniško diagnostiko, katera opravi v 3 minutah 130 različnih krvnih preiskav, kar je mnogo več, kot jih opravimo lahko v klasičnem laboratoriju, in to nam omogoča celosten pogled v delovanje telesa, da lahko vidimo, kako deluje celo telo. Kot pravita Ogorevčeva, ne nasprotujeta uradni medicini, saj inzulin rešuje življenja. Nasprotujem pa absolutno dieti, ki je pospeševanje diabetesa, taka kot je. Zato, ker bolano telo, ki ne more jesti enako kot zdravo. To zdrava kmečka pamet govori. In tukaj je neizbežno res, zato pa se diabetes na tak način, kot ga zdravi tradicionalna medicina, nikoli ne more pozdraviti, ker je to v stvari samo preprečevanje smrti. Vir energije je hrana. In če mi okvarimo prebavni sistem in energijo, ki jo ustvarja, izničimo ali jo ne damo v pravi količini, energijo, ki jo ustvarja hrana, potem ne moremo nikoli pozdraviti diabetesa, ker fizično telo brez energijskega ne deluje. Kar pa moram povedati, medicina klasična z energijami v telesu se sploh ne ukvarja. Je pa neminovno res, da brez energije ne teče ne kri, ne limfa. Torej, če ni cirkulacije, po Bogu Kristusu, katero bolezen bodo zdravili zdravniki, če ne znajo popraviti cirkulacije. In to je ključno vprašanje, ki je kamen spotike, poudarja Ogorevčeva. Meni, da medicina ne zna popraviti telesa. Mi izhajamo iz ene resnice, da telo mora imeti pravilno temperaturo, in to dosegamo z našimi dodatki k prehrani, kjer je znanstveno že na neštetih univerzih dokazano, kako delujejo in na katere dele telesa vplivajo. S tem, ko doseže telo pravo temperaturo, ima tudi dovolj moči, da deluje. Telo, ki je pregreto ali podhlajeno, ga ne moremo zdraviti, zato ker je zakonitost fizike, prava temperatura, pravi tlak, pravi pretok ob pravem času in daje pravo funkcijo. Diabetiki morajo postati vegani, je prepričana Ogorevčeva. Ker telo, ki je pregreto pri diabetesu 1, mu ne moremo natovoriti še bolj hrano, veliko hrane, ker se bo še bolj pregrelo. Pri diabetesu 2 je podhlajeno telo nima moči za prebavo in jo nalaga. Torej, izbrana hrana za hitrejši postopek tega pa so dodatki, to se pravi, da damo, poservisiramo telo z gotovimi preparati. Olja, naša olja, so hrana, ki ne rabi prebave, se resorbirajo že v limfni sistem, že v želodcu, tudi resorpcija je že v ustih. Pri diabetesu je pa poškodovana slinovka, kjer so poškodovana tudi encimska proizvodnja. O temu tudi medicina molči. Dodajajo inzulin. Koliko diabetikov, naj se vpraša, so jim pregledali, koliko encimov imajo, torej koliko imajo encima za razgradnjo beljakovin, koliko njihova slinovka proizvaja encima za proizvodnjo maščob in koliko za sladkorje. Meso in mleko sta polna antibiotikov in drugih dodatkov, še dodaja. In s poudarkom, za statistiko, ki so jo povedali gastroenterologi slovenski, da je 75% Slovencev bolanih na želodcu zaradi želodčne kisline, ki jo imajo preveč in se zato neuspešno do smrti zdravijo, v narekovajih jemljajo tablete do smrti. Kaj to pomeni? Če človek ima težave z želodcem in mu priporočaš meso, ga dobesedno zavajaš in ubijaš. Motnje v višini krvnega sladkorja so zgolj ena od motenj v telesu, poudarjajo v Planetu zdravja. Pri diabetiku je namreč vedno prizadeto tudi delovanje jeter, žolča, ledvic, pa tudi vedno je slaba cirkulacija v periferiji, se pravi v nogah in v rokah,
vedno so prisotni kardiovaskularne težave, se pravi težave s srcem in ožiljem, vedno so težave s povišenim ali prenizkim tlakom in tudi s cirkulacijo v glavi. Se pravi, diabetes je samo ena od obstoječih motenj v telesu. In če ne popravljamo telesa kot celote, če ne popravljamo funkcij ledvic, jeter, če ne popravljamo kardiovaskularnega sistema, da ponovno vzpostavimo pravilno cirkulacijo, tako krvi in limfe v celem telesu, toliko časa niti sanjati ne moremo, da bi se diabetes kakorkoli izboljšal. Na začetku je vsekakor zaželena veganska prehrana, ki ne dviguje krvnega sladkorja, pojasnjuje Ogorevčeva. Tudi naša nekatera prehranska dopolnila, katera dokazano bistveno izboljšajo proces zdravljenja, se pravi izboljšajo telesno funkcijo, tako organov in žlez. Kaj je pa treba uporabljati? Seveda je potrebno najprej vedeti, kakšno je stanje telesa in kaj je treba najprej popravljati prvo. Osebno izkušnjo s tem je na kongresu predstavil tudi Sejan Rutar iz Izole. Pred dobrim letom dni sem zbolel za sladkorno boleznijo tip 1. Za zdravnike, za medicino popolnoma neozdravljiva bolezen. Definitivno sem bil pripopan na inzulinu 5krat dnevno in to se mi meni obrnilo življenje. Potem, glede na to, da jaz nisem preveč vernik vseh ljudi, kar meni govorijo, sem šel po alternativni poti, tako da sem začel raziskovati rastlinje, zelenjavo, komplet preučil človeško telo, cel organizem človeka, zakaj pride do tega, zakaj pride do obolenja. In prišel je do zaključka, kaj je treba jesti. In tako sem se povsem pozdravil sladkorne bolezni, trebušasta slinavka je začela spet funkcionirati. Zdaj danes jem vse, jem tudi masno hrano, nič mi ni, samo še vedno sem pa več ali manj uživam presno hrano. Rutar se danes počuti zdravega. Na začetku sem iz vsega počasi prešel na presno hrano, sedaj pa spet več ali manj, tako bomo rekel, 50% presne hrane, 50% kuhane pa pečene in tako dalje hrane. Jaz uživam dobesedno vsega po malem, samo gledam tako, da je čim več sadja in zelenjave. Sadje zjutraj, zelenjava čez cel dan. Vmes pa so lahko kakšni priboljški, samo pa odsvetujem pa sladkarij in mlečnih izdelkov. Strogo odsvetujem mlečne izdelke, ki to ni za človeka. Ja, meso jem, zajčje, konja, vse tašno meso rad pojem, ali pa če ni drugega, tudi kakšno svinjino, govedino, vse ga pojem, samo to bolj enkrat na teden. Ribo enkrat, dvakrat na teden pojem, ma nič več. Se pravi, bolj plavo ribo, sardele, skuše, drugo od rib ne jem, ki imajo preveč kovine in preveč so onesnažene, preveč antibiotikov, preveč dodatnih barvil kot je losos in tako dalje. Marjan Rupnik pa že piše knjigo o svoji izkušnji in z napotki o tem, kako pozdraviti trebušno slinavko. Približno 10 let nazaj, 11 let nazaj sem imel nekje 140 kg. Sem zbolel sem bolehal za diabetesom tipa 1. Imel sem tudi še en cel kup drugih težav, od hipertenzije, ulkusov, dermatitisov in vsega tega. Tako nekako pri zdravniku sem dobil prehrano, tisto klasično, ko jo svetuje, tudi seveda živalske beljakovine, najbolj tiste, ki zakisujejo najbolj. V bistvu nič se ni spremenila prehrana, stanje je bilo iz dneva v dan slabše, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. No, na koncu so mi že hoteli odrezati noge. Takrat to pa je bil tisti klik v moji glavi, ko sem rekel, da mojih nog pa ne dam. Začel je iskati drugačen način in tako prišel v stik s planetom zdravja. Nisem imel več časa veliko razmišljati in se hecati. Sem resno pristopil, v 2 mesecih in pol sem shujšal na 75 kg, se rešil vseh diagnoz, kar jih je bilo. Nisem več potreboval inzulina. Lahko rečem, da sicer še dan danes vzdržujem to strogo vegansko prehrano, občasno tudi malo presno. Ima svoj svetovalni center. Kot pravi, se zdaj zaveda, da v medicini ne more najti utehe in zdravja, ampak stagnacijo in zgolj začasno mirovanje bolezni. Rupnik pokaže svojo fotografijo. To sem jaz nekoč bil. Mislim, da je sprememba očitna.
zdravnik ni verjel, žal, je rekel, boš videl, čez nekaj časa boš spet bolan, tega je zdaj že skoraj več kot tam nekje 10 let, stanje je nespremenjeno, moj sladkor je nespremenjen, diagnosticiran je bil tip 1, to se pravi, ki je v medicini neozdravljiv. Jemal je 100 enot inzulina dnevno. Ker to, da govorijo ljudem, da si morajo brizgati inzulin in pol jesti, to je največja neumnost, ki jo diabetolog lahko naredi. Večje neumnosti ni. Človek je takrat, ko je lačen in si na osnovi glikemije more ubrizgati inzulin. To je tista pravilna, če že. Ampak prvo kot prvo bi se mogli vsi diabetologi iti učiti o prehrani, ker o prehrani nimajo niti najmanjšega pojma. Pa ne zgolj o prehrani. Tudi filozofija življenja je pri veganstvu zelo pomembna, še pravi. Ker ni pomembno samo, da si vegan, ampak je pomembno tudi, kako živiš. In če ne živiš pravilnega načina življenja, umirjenega, ker danes vemo, da je zelo težko, nestresno živeti, ker družba že poskrbi za ogromno količino stresa, tudi lahko pride do kakršnih koli blokad, zastojev in tudi diagnoz nezaželenih. Tudi rak se lahko pojavi samo zaradi psihičnih stresov, psihičnih pritiskov, ker človek, ki je non-stop konstantno pod pritiskom, lahko zboli tudi ali za diabetesom, rakom. To se je zgodilo evropskemu poslancu Lojzetu Peterletu, ki je na kongresu izpostavil svojo pozitivno izkušnjo z naravno medicino. Potem, ko mi je uradna medicina raka ugotovila, torej moj zdravnik je bil zelo profesionalen, zelo etičen, pošten in je rekel, jaz vam svetujem hitro in radikalno operacijo prostate na podlagi mojega znanja, ampak so še druge poti, o katerih vam ne morem govoriti. Ljudje pač presodijo, se odločijo. Je rekel, vi ste bolnik, preštudirajte zadeve, dobite si drugo mnenje. Jaz sem te njegove nasvete zelo zares vzel, sem študiral kot še nikoli, ker takrat mi je zadišalo po smrti, seveda. Tako se je odločil za komplementarne metode in uspelo mu je. Jaz sem, kot temu pravim, izbral naravno pot, brez agresivnih terapij, brez operacije, brez kemoterapije, brez obsevanja. In zato sem tudi potem okrepil tudi po politični plati moje zanimanje za zdravljenje, za komplementarne metode in ko sem videl, kaj vse doživljajo bolniki, sem potem stopil na stran koncepta integrativne medicine. Peterle je spremenil način prehrane, dolgo je jedel surovo hrano in zelo omejil porabo živalskih beljakovin, prav tako se je, kot pravi, notranje očistil in dodal duhovno telovadbo. Vendar pa... Ko sem bil na Japonskem lani decembra, sem srečal doktorja Omura, Omura je razvil svojo metodo odkrivanja raka, s katero odkrije raka veliko prej kot katerakoli druga metoda. In jaz sem ga tam srečal v družbi japonskih zdravnikov, ki sem jim tudi predaval o integrativni medicini z mojega vidika. In je rekel, vas zanima predstavitev moje metode? To me pa zelo zanimalo. Je rekel, vas bom pa pogledal. In mi je odkril enega malega, oziroma on je rekel, začetnega raka na kostnem mozgu. Mene je to presenetilo in sem mislil, sem že vse potrebno naredil, da se to ne ponovi, ker drugače veliko je ljudi, ki se jim rak ponovi. Očitno bo treba še kaj spremeniti, dodaja Peterle, ki se je z Omuro že dogovoril za terapije in je prepričan, da bo tudi ta izziv premagal.